Tokrat vam bomo predstavili teorijo momenta sile, ki jo bomo prikazali na primeru delovanja vetrne elektrarne. Vetrna elektrarna predstavlja energijski stroj, ki pretvarja energijo vetra v rotacijsko energijo, le-ta pa se v električnem generatorju pretvarja v električno energijo. Vrtenje vetrne turbine je rezultat sile vetra na lopatice, ki povzroča moment sile oziroma navor na gred električnega generatorja. Vprašanje, ki se v tem kontekstu postavlja je, kakšen moment predstavlja sila vetra na lopatice? Za odgovor na to vprašanje si prvo poglejmo pojem in definicijo momenta sile. Krak vetrnice predstavimo kot togo telo. Označimo koordinatni osi x in y ter vrtilno os, ki jo lahko v ravnini označimo s točko 0. Dokler deluje sila, katera smernica seka rotacijsko os, bo telo mirovalo. Rotacijsko gibanje pa bo nastopilo v vsakem trenutku, ko smernica ne seka te osi. Torej, smer rotacije je pogojena s smerjo delovanja sile. Palica se pri delovanju prikazane smeri vrti v protiurni smeri, ob zamenjavi smeri sile pa se začne vrteti v sourni smeri. Jakost rotacije pa merimo z momentom sile. Ta je tem večji, čim večja je sila in čim večja je oddaljenost njene smernice od vrtilne osi. To oddaljenost označimo z A, velikost momenta lahko definiramo s produktom sile in ročice. Po dogovoru so momenti, ki se vrtijo v protiurni smeri, označeni kot pozitivni, momenti, ki se vrtijo v sourni smeri, pa kot negativni. Sedaj zapišimo moment sile še nekoliko drugače. Silo razstavimo na dve komponenti. Narišemo pravokotnico na smernico sile in narišemo projekcije sile v obeh označenih smereh. Tako dobimo komponento sile v tangentni in normalni smeri. V nadaljevanju definiramo še geometrijske veličine problema. Komponento sile v tangencialni smeri dobimo preko množenja sile s sinusom kota φ. Iz te enačbe nadalje izrazimo silo F. Sinus kota φ nam podaja razmerje med razdaljo A in dolžino palice L. Končno obe enačbi združimo in dobimo še izraz za moment, ki podaja moment kot produkt tangencialne komponentne sile in dolžine palice L. Vrnimo se sedaj na realni problem vetrne turbine. Postavimo fizikalni model, označimo os vrtenja ter narišemo silo vetra na vse tri lopatice. Tukaj definiramo tudi momentno ročico. Izračunamo moment sile na eno lopatico. Ker smemo momente seštevati, določimo celoten moment preko vsote delnih momentov na lopatice. Končno lahko zaključimo, da se zaradi momenta, ki ga povzroča sila vetra na lopatice, vetrnica prične vrteti. V inženirstvu se koncepta definicije navora poslužujemo za določevanje obremenitev na pogonske sklope in konstrukcijske elemente naprav. Na Fakulteti za strojništvo tako razvijamo napredne algoritme, ki na osnovi meritev momenta uspejo odkrivati anomalije oziroma analizirati poškodbe ter s tem omogočajo inteligentno diagnostiko naprav. Če kot primer vzamemo pralni stroj, lahko preko meritev momenta na elektromotorju izvedemo prilagajanje režimov delovanja ter s tem dosegamo mirnejše in daljše delovanje aparata.